ki bi RTV Slovenijo doletela zaradi oddaje Pogledi Slovenije. Vodstvo RTV Slovenija pa se je zavezalo, da bo uvrstilo oddajo Pogledi Slovenije v jesensko programsko shemo, ki jo bodo obravnavali programski svetniki prihodnji torek. Ob tem bi rad povedal še eno zelo pomembno dejstvo, da je odgovorna urednica informativnega programa Ksenija Horvat Petrovčič ves čas podpirala uvrstitev oddaje Pogledi Slovenije v jesensko programsko shemo in jo je tudi zapisala po mojih informacijah v osnutek jesenske programske sheme. Zato sva midva zadnjo oddajo Poglede Slovenije tudi končala z izjavo, da se vidimo zopet septembra. Toda po zadnji oddaji o Mercatorju si je direktor televizije Janez Lombergar premislil in dejal, da oddaje Pogledi Slovenije ne bo uvrstil v jesensko programsko shemo. Gre za politično odločitev, ker je ta odločitev bila nama sporočena po oddaji v Mercatorju, kjer sva razkrila, da je obstajal sestanek med predsednico vlade Alenke Bratušek in direktorjem pivovarne Laško in Mercatorja, na katerem so govorili tudi o prodaji Mercatorja hrvaškemu tajkunu Ivici Todoriću. Zadeva je bila za predsednico vlade tako neprijetna, da ni hotela odgovarjati na drugo vprašanje novinarskega kolega Bojana Travna, ampak je raje odhitela s tiskovne konference. V oddaji smo razkrili tudi metode delovanja hrvaškega tajkuna Ivice Todorića, ki kupuje Mercator na Hrvaškem, predvsem v odnosu do medijev in javnosti, kjer v bistvu obstaja zelo malo novinarjev in intelektualcev, ki se upajo še zapisati kaj kritičnega o njegovem imperiju. Da je šlo za politično odločitev direktorja televizije Janeza Lombergarja, v bistvu potrjuje tudi njegova sinočna izjava za Finance, ko je dejal, da se je premislil v zadnjih 14 dneh, da ne bo spoštoval dogovora, se pravi po oddaji v Mercatorju, v kateri sva razkrila neprijetna dejstva za predsednico vlade Alenke Bratušek, tako neprijetna, da je oddihala s tiskovne konference, in na kateri smo razkrili metode delovanja bodočega lastnika Mercatorja Ivice Todorića, ki bo z nakupom Mercatorja postal lastnik podjetja, ki razpolaga z enim od največjih oglaševalskih kolačev v Sloveniji. In lahko si predstavljate, kaj se bo zgodilo, ko boste poročali o, recimo, tem, kako se Mercator pod novim lastnikom pogaja in stiska slovenske dobavitelje. Lastnikom bo lahko enostavno sporočil, glejte, če ne boste poročali tako, kot si jaz želim, oziroma boste nehali poročati o tem, ne bom več oglaševal v vašem mediju. In zasebni mediji so seveda odvisni od oglaševalskega kolača in vsi vemo, kaj se zgodi z medijem, ko nima oglaševalcev. In ravno zato je nacionalna televizija s sistemom financiranja preko RTV prispevka zadnji branik pred vplivanjem politike in kapitalskih lobijev na svobodno in raziskovalno novinarstvo. Zato sva se odločila, ki poroča seveda tudi o teh stvarih, zakaj smo se v Sloveniji znašli v teh težavah. In zato sva se odločila s kolegom Bojanom, da svetnike programske prosiva, da preprečijo samovoljo direktorja televizije Slovenija in na prihodnji seji, programski drugi teden, uvrstijo oddajo, tako kot je bilo dogovorjeno v jesensko programsko shemo, in da tako omogočijo, da bo oddaja, ki omogoča razkrivanje marsikaterih političnih, ekonomskih, kapitalskih in drugih povezav, ostane na sporedu in omogočili tako plačnikom RTV prispevka, da gledajo tudi oddaja, ki odkriva tako neprijetna dejstva, da recimo predsednik vlade zapusti tiskovne konference. In da ne bo pomote, rad bi zaključil, se mi zdi, z eno zelo pomembno mislijo. Ne gre v bistvu za naju ali najine usode. Bova že kako. Mi se lahko, kolegi novinarji, med seboj tudi ne strinjamo. Ampak danes sva na vrsti midva, jutri ste lahko na vrsti vi. In v bistvu gre samo za to, ali bomo imeli še pri nas svobodno, neodvisno raziskovalno novinarstvo, ki bo gledalo pod prste politiki, kapitalskim lobijem, ali pa bomo novinarji postali samo prenašalci PR sporočil. In za konec bi dejal, da sem izjemno vesel, da naju je podprla legenda hrvaškega televizijskega novinarstva na svojem Facebook profilu, Denis Latin, ki je v svoji oddaji Latinica
ravno tako kot midva, razkrival nepravilnosti v slovenski politiki oziroma v hrvaški politiki in res zelo analitično seciral probleme hrvaške družbe. Toliko zaenkrat. Jaz bi pa ob tem sam še dodal nekaj stvari. Verjetno boste v naslednjih urah slišali od vodstva RTV polno nekih ekonomskih razlogov, zakaj je ta oddaja predraga, zakaj bi lahko mi ceneje delali. In to, jaz mislim, je samo še dodaten dokaz, da gre za politično ukinitev oddaje. Ker nacionalna televizija ni zasebna last Janeza Lombergarja, niti ne Bojana Travna, niti ne Janeza Janše, Ivice Todorića, Zorana Jankovića, ampak ali pa recimo Alenke Bratušek. Nacionalna televizija je javni servis, v katerega Slovenke in Slovenci vsako leto vplačamo z RTV prispevkom približno 90 milijonov evrov z RTV naročnino. In ni res, da ni bilo denarja za najino oddajo. V dogovoru sta denar priskrbela generalni direktor Marko Fili in njegova pomočnica Katarina Novak, in to vam bosta verjetno tudi potrdila. In zdaj, ko se je RTV naročnina povišala, bo v dodatno v blagajno prišlo približno še 2,6 milijona evrov in res ni nobenega razloga, ekonomskega razloga, da bi to oddajo ukinili, ker je pa največja ironija, po najnih podatkih je bila oddaja po večini, glede na to, kako je bila gledana, po večini stržena in je pokrivala sama sebe, tako da vsi ekonomski razlogi odpadejo. Rekli bodo, da se lahko znotraj hiše naredi cenejša oddaja. To je popolno sprenevedanje. Na RTV Slovenija imajo pač nek čuden sistem knjigovodstva, kjer se plače zaposlenih ne štejejo kot strošek oddaje. To pomeni, da sva strošek samo honorarce, verjetno ste tudi vi honorarci, samo mi smo strošek in tudi midva bi se želela biti redno zaposlena v tej hiši in kar naenkrat ne bi bila noben strošek. In kar bi pa na koncu rad še povedal nekaj precej osebnega. Meni se ta zgodba dogaja v zadnjih 20 letih že tretjič. Že tretjič me naganjajo z medijske hiše. Usivel sem od tega razkrivanja gospodarskega kriminala, tajkunsko-političnih povezav. In vam moram povedati, da vse to, kar zdaj doživljamo, sva oziroma z Urošem doživljava samo zato, ker pač razkrivava, pošteno delava in imava na nek način dovolj te tranzicije. Zato sva ves čas poslušala, da sva nekorektna, pa katastrofična, rumena, včasih črna, včasih rdeča, pa sva samo opozarjala, kam ta zgodba v Sloveniji pelje in vsi veste, kje se je ta zgodba Slovenijo končala. In veste, če bodo nama kot novinarja in vam kot novinarjem vzeli možnost opozarjanja, ustvarjanja in dela, kritičnega opozarjanja na stvari in razkrivanja, potem si bomo zelo težko predstavljali, kako bo dvignila glas recimo neka upokojenka s 500 evri penzije, kako bo dvignil glas recimo nek študent, ki ne more do službe priti le preko zvez, ali pa recimo nek podjetnik, ki bi moral svobodno ustvarjati, pa mora v tej državi plačevati podkupnine. In ti ljudje bodo še hitreje sklonili glavo. In midva se lahko v prihodnjih letih umakneva v neko zasebnost ali pa spakirava kovčke, tako kot dela veliko ljudi najine generacije in greva v tujino iskati boljši kruh. Ampak, a veste, gre za to, da bomo mi postali družba sklonjenih glav. Pa si to res želimo biti. Jaz mislim, da ne. In če bomo postali družba sklonjenih glav, potem se tudi seveda nismo vredni, da se rečemo Slovenci. Hvala. Ja. Kakšna je solidarnost novinarskega kolektiva z vajno pozicijo? In kako, če se to konča negativno, kako naprej? Midva nimava nobenih planov za prihodnost in jih nisva imela, ker sva verjela, da smo sklenili nek dogovor. Tako da v tem v bistvu, saj jaz osebno, Bojan bo povedal, nisem sploh razmišljal. Bila sva deležna kar nekaj klicev novinarjev z RTV-ja, ki so nama izrazili podporo. Mislim, da sem tam le opazil po dolgem času v javnosti tudi gospoda Rada Pezderja. Mislim, da njegova pozornost pomeni, prihod pomeni to, da podpira, da naju podpira, tako da v bistvu nimava, ostala nama je samo ta svobodna beseda, poziv svetnikom, da pač
na nek način prekinejo to samovoljo programskega direktorja oziroma direktorja RTV Slovenija, ker se mi zdi, da če smo se nekaj dogovorili, je prav, da se te dogovori držijo, vsaj na RTV Slovenija, če se že druge ne. Sam še dodam, gospoda Travna, ste rekli, koliko ste doživeli na KPT-ska, lahko poveste še dva predtega. A ja, da so me naganjali, slišal. Najprej Uroš Lipovšček iz te hiše, potem sem mogel spošteva. Uroš Lipovšček je rekel, da sem enostavno predrzen, da nisem za tisti čas. To sem bil tam sredi 20-ih, ta drugi artist je bil, seveda to poznate na Pop-TV in vedno spet naganjal. Bog pomagaj. No, to je bilo izjava. Prosti, jaz Dobro, ni posla.